Na koncu Svetega pisma, v knjigi Razodetja vidimo, da so največje, večne Božje obljube namenjene tistim, ki zmagajo. Velika želja našega nebeškega Očeta je, da dosežemo te njegove obljube, podobno kot si mi želimo najboljše za svoje otroke. Zato nam je on dal vse, kar potrebujemo, da dobimo zmage, ki jih moramo izboriti. 2. Petrovo pismo 1:3 namreč pravi, da nam je po spoznanju Jezusa Kristusa že podaril vse, kar je potrebno za življenje in pravo pobožnost. V 1. Janezovem pismu vidimo, kaj je pomemben del te prave pobožnosti, ki je všeč Bogu. To, da premagamo greh, hudiča in njegove prevare ter skušnjave sveta, v katerem je sebičnost namesto Božje ljubezni. Vse to premagujemo, ko živimo iz moči nove narave, ki jo prejmemo, ko postanemo Božji otroci. Zdaj pa si podrobneje poglejmo nekaj duhovnih orožij, ki nam jih Jezus daje. Ne delujejo samo za obrambo, ampak tudi za napad in zmago nad sovražniki naše duše. Seveda pa ne pozabimo, da se nikdar ne borimo proti ljudem, ampak proti duhovnim silam zla. Pismo Efežanom 6:17 pravi, da je Božja beseda meč Svetega Duha. Ta duhovni meč aktiviramo, ko s svojimi usti izrečemo navdihnjeno Božjo besedo. Katera pa je najpomembnejša beseda v Svetem pismu? Jezus pravi, da je največja tale dobro znana zapoved. Ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, vso dušo, vsem mišljenjem in vso močjo. In še tale je enako pomembna. Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Preizkusi zdaj moč tega duhovnega orožja. Izreci na glas ti 2 prvi zapovedi. Večkrat jih ponovi. Prisluhni tem besedam in opazuj, kako meč Svetega Duha uničuje prevare sovražnika, ki napadajo tvojo dušo. Jezus te vodi naprej v nove zmage.